Po bančni krizi, ki smo jo videli v preteklem mesecu, smo zdaj tudi od Federal Reserve dobili potrditev, da bo ZDA najverjetneje padla v recesijo, najverjetneje v bistvu še to leto. Končno v bistvu. Zakaj rečem končno? Ker basically smo to vsi vedeli, sploh po tej bančni krizi, tudi vsi analisti so pričakovali recesijo v drugi polovici tega leta. Ampak sem pa bil v bistvu malo presenečen, da je to v bistvu potrdil tudi Federal Reserve zdaj ta teden v minusih od prejšnjega FOMC meetinga. Zgleda je res že toliko neizogibljivo, v bistvu, da pač so tudi oni zdaj potrdili pač, da bo ZDA padla v recesijo. Kaze v bistvu te recesije že začenjamo videti recimo v job marketu, v recimo manufacturing indeksu, in zato v bistvu si bomo danes pogledali malo te najnovejše podatke iz tega tedna, da v bistvu malo vidimo pol, koliko resna je ta situacija, koliko huda bo ta recesija. Zdaj v bistvu neka dobra novica je, da je Federal Reserve rekel, da oni pričakujejo mild recession, ampak mislim, se to nekako morajo reči, ne? Tako da vprašanje, koliko folka jim zdaj tukaj verjame. Meni se zdi zdaj vprašanje tega, koliko huda recesija bo, zdaj sam koliko bo še zvišali obrestne mere, in pa v bistvu še boljše vprašanje, koliko časa bojo pol te obrestne mere ostale zvišane. Ok, in če pogledamo mogoče prvo malo dobrih novic za začetek. Inflacija je že 9 mesecev zdaj zapored v bistvu padala. Če gledamo CPI, Consumer Price Index, se pravi, to je najbolj taka popularna mera inflacije, v bistvu mer neko košarico dobrin in koliko se jim spreminja cena iz meseca v mesec, iz leta v leto, ker pač to je inflacija, ne. No, in sicer CPI se je zvišal za 0,1% month over month, se pravi v mesecu marcu, in pa 5% year over year. Če si pogledamo še core CPI, to je brez energentov, brez hrane, zato ker sta to dve zelo volatilni kategoriji. Sicer malo večji increase, 0,4 month over month in pa 5,6 year over year. Tukaj lahko še povemo, core je v bistvu bil enak kakor expectationsi, medtem ka ta navaden CPI je v bistvu malo beat expectations, se pravi prišel nižji, kakor so pričakovali analisti. Zdaj ne bi rad tukaj predolgo govoril o inflaciji v tem videu, zato ker ni temu namenjen. Imamo v bistvu veliko videov od prej, kar se tiče CPI reportov, kar se tiče PPI reportov, si lahko pogledate ne bom tukaj razlagal, zakaj je to dober ta report. Rad bi sam še povedal, tudi PPI je v bistvu beat expectations in to kar močno, in sicer 0,5% month over month in pa 2,7% year over year. Se pravi, vidimo zelo veliko zmanjšanje v PPI-ju, kar bi v bistvu lahko bil tudi znak v bistvu že recesije, ampak ne narobe razumeti, še vedno je to dobro. Rad bi še izpostavil, Shelter je bil 0,6, kar je v bistvu najmanjši increase od novembra, ampak cene so še vedno visoke. Shelter, to je basically housing, večinoma se tukaj gleda pač rente, in mi vemo, da renti v CPI-ju zelo legajo, ker uporabljajo metodo, ki se reče Owner's Equivalent Rent. In v bistvu, če pogledamo recimo kakšen indeks, kakor je Zillow Rent, vidimo, da pač je rent že dosti več padel, kakor se kaže v CPI-ju, tako da pričakujemo, da bo inflacija padla tudi na ta račun. Bi pa še eno stvar izpostavil, oil se je dosti povečal zdaj v zadnjem mesecu, Brent je up v zadnjem mesecu skoraj 20%, tako da najverjetneje bomo videli za mesec april malo večje cifre, kar se tiče inflacije, no. Ampak ja, v bistvu se mi zdi, da smo na dobri poti, kar se tiče inflacije. Zdaj pa v bistvu, če si pogledamo, kaj pravi Federal Reserve, zato ker v sredo, se pravi po CPI reportu, smo dobili tudi Federal Reserve minuse za prejšnji FOMC meeting. Pri Fed minusih to je v bistvu samo vsak FOMC meeting, ki se zgodi, da člani Federal Reserve
še v bistvu svoje poglede, kar se tiče ekonomije, kar se tiče njihovih pričakovanj za naprej. In to se v bistvu zapiše v Fed minuse, mislim, da pridejo en mesec po FOMC meetingu, nisem čisto siguren, ali malo več, no. V glavnem, FOMC meeting bi si jaz rad pogledal sam te highlighte. Najprej, kot sem rekel, prvič so v bistvu omenili, da pričakujejo pač recesijo. Če si pogledamo, given their assessment of the potential economic effects of the recent banking sector developments, the staff's projection at the time of the March meeting included a mild recession starting later this year. Se pravi, ja, pričakujejo konec leta recesijo, to smo rekli. With a recovery over the subsequent 2 years. Real GDP growth in 2024 was projected to remain below the staff's estimate of potential output growth, and then GDP growth in 2025 was expected to be above of that potential. Pričakujejo zdaj manjšo rast in to leto v bistvu pričakujejo recesijo in kot smo videli v letu 2024 in da se bo pol v bistvu počasi pobral leta 2025. Se pravi, meni se zdi, kot sem rekel, dosti zanimiv, da je Federal Reserve v bistvu končno tudi omenil, da oni pričakujejo recesijo. Zgleda pač, situacija je že dosti slaba. Me pa v bistvu zdaj zanima, a to pomeni, da bojo mogoče se ustavili zvišanje obrestnih mer, da ne naredijo še več škode. Bomo si pol malo pogledali expectations-e. Bi pa še pogledal ene komentarje, kar se tiče inflacije v teh minusih. Se pravi, tukaj govorijo malo o inflaciji. With inflation still well above committee's longer run goal of 2%, participants agreed that inflation was unacceptably high. Participants commented that recent inflation data indicated slower than expected progress on disinflation. Se pravi, je pač disinflacija, ampak pravijo slower than expected. Kar je meni dosti zanimivo, zato ker mislim, meni se zdi, da smo bili v dosti lepem trendu disinflacije. Ne vem, so oni v bistvu pričakovali, zgleda, da se bo hitrejše vse skupaj manjšal. Očitno. In particular, they noted that revision to the price data has indicated less disinflation at the end of last year than had been previously reported, and that inflation was still quite elevated. Participants noted that on a 12-month basis, core goods price inflation declined as supply chains continued to improve, but the pace of the decline has slowed, highlighting the still uncertain nature of the disinflationary process. Spravijo tukaj pa itak, kar se tiče sploh core inflacije, ker je večina teh increaseov še vedno service inflation pa housing oziroma shelter inflation, bo pa itak, to vemo, trajalo pač malo dalj časa, da v bistvu tudi ta inflacija se začne zmanjševati, ne, tako da ja, kot so rekli, the pace of decline has slowed, se pravi, ta stopnja padanja inflacije pač se je upočasnila zdaj zadnje čase. Participants expected that housing services inflation would likely to begin to slow in coming months, reflecting continuous smaller increases or potentially declines in rents on new leases. To smo v bistvu govorili prej, zdaj vidimo najmanjši increase od novembra. Pri shelter inflaciji smo pa rekli, da to dosti lega in da pač najverjetneje lahko pričakujemo tudi kar se tiče shelter inflationa, pač zdaj znižanje v najverjetneje prihodnjih mesecih, ne. Še regarding prices for core services excluding housing, participants agreed that there was little evidence pointing to disinflation in this component. Core service excluding housing je pa itak večinoma ta service inflation. Tukaj pa se bojim, mislim, da service inflation bo padel takrat, ko dejansko pademo v neko tako recesijo, ko se unemployment malo zviša. Se mi zdi, da šele takrat lahko service inflation dost občutno pade. Tukaj še omenijo some more easing in labor market tightness and slowing in nominal wage growth would be necessary for sustained disinflation. Spet ena, kot smo lahko rekli,
da probably bo treba malo več unemploymenta, v bistvu, da se znebimo še tega service inflationa, a ne. Tako da ja, to je v bistvu to, kar bi jaz rad izpostavil iz teh minusov. Spet glavna stvar je, da pač je zdaj tudi Federal Reserve v bistvu povedal, da tudi oni pričakujejo recesijo in v bistvu ni lih ful težko videti, zakaj to pričakujemo. Tudi če pogledamo, v petek smo dobili še retail salese, ki so padali 1%, se pravi, bili so minus 1%, to je bilo dvakrat več kot pričakovanje, minus 0,5%. In to so v bistvu, mislim, to so znaki recesije, ne, pa dosti značilnost vseh recesije, da potrošniki manj zapravljajo, zato ker se pač prvo kot prvo se bojijo, kaj prihaja, glede na to, da še nismo v recesiji. Drugo kot drugo pa pač imajo manj casha, ne. To pa v bistvu lahko omenimo še tale manufacturing PMI indeks, ki je za marca prišel na dosti zaskrbljujoči številki 46,3, v bistvu že, če si sam pogledamo, kdaj so bile nazadnje toliko nizke cifre, zdaj 2020 je bilo 41, ki je bilo pač basically vse zaprto, ne, se spomnite. Drugač, zadnje toliko nizke cifre so bile pa leta 2009, isto v obdobju finančne krize, ne. In tudi na splošno, kar se tiče tega indeksa, v bistvu vse cifre, ki so pod 50, praviloma pomenijo pač, da se ekonomija v bistvu krči, da pač da ne raste, ne. Kar pa je značilno za recesijo. Kaj zdaj to v bistvu pomeni za Federal Reserve? A bojo še naprej višali obrestne mere, kaj pričakuje market? Dajmo si še to pogledati. Če si pogledamo tale CME FedWatch tool, v bistvu za meeting 3. maja, market pričakuje za skoraj 80% šanse, 0,25% zvišanja obrestnih mer. Meni se zdi tudi to v bistvu najbolj taka možna opcija, da se bo zgodila. Tudi v zadnjem temu S&P-u, Summary of Economic Projectionsih, so povedali Federal Reserve, da oni pričakujejo peak funds rate 5,1%, kar je pač točno tukaj na sredi, ne, med 5 pa 5,25. Tako da meni se zdi dosti logično, da dobimo še en 0,25 hike, preden se pol potencialno Federal Reserve ustavi in potencialno tudi začne z rate cuti. Če si pogledamo v bistvu projectionse za decembra, no, vidimo, da približno market sicer malo več možnosti daje temu, da bomo v bistvu dobili že 0,5% rate cutov, se pravi, to je v primeru, da zdaj dobimo še en 0,25% zvišanja, je pa približno isto šans toliko, ker da dobimo 0,75% rate cutov oziroma zmanjšanje obrestnih mer do konca tega leta, ne. V bistvu so bile te cifre tudi že nižje, sploh tam v času bančne krize. Če si pogledamo tukaj, kaj je bilo en mesec nazaj, da bi Federal Funds Rate prišel med 3,75 pa 4%, se pravi, to bi bilo več kot 1% pol znižanja po temu naslednjemu meetingu maja, oziroma mislim, da so bili takrat expectations celo, da po temu meetingu, ki je bil v marcu, da bi že se ustavili pa začeli cutati. Ampak meni se zdi v bistvu nekaj tazga, kakor rekla, je dosti reasonable, čeprav Federal Reserve pravi, da to leto ne bojo v bistvu zniževali obrestnih mer. Se mi zdi, da po tej bančni krizi, po temu, ko v bistvu tudi oni pravijo, da pričakujejo recession, se mi zdi takala situacija čisto možna, ne. In ja, v bistvu je to, ne, kar se tiče tega videa. Se pravi, ja, Federal Reserve pričakuje recesijo konec tega leta, zdaj pa vprašanje, kako hudo bo. Tako da, hvala, ker ste gledali ta video. Če vas zanima, vedno sem danes reportu CPI, ampak drugače te
pomembnejše reporte delam zdaj na Instagram Reelsih, tako da če vas zanimajo take stvari, naj jo zafollowite na Instagramu, sicer objavljava tudi na YouTube Shortse, ampak mislim, da je več šans, da boste videli na IG-ju, če naj jo tam followate, plus tam lahko tudi objavljam daljše Reelse, kakor 1 minuto. Tako da ja, to bo to za ta video. Hvala, ker ste gledali, pa se vidimo v naslednjem videu.